uradno odpiramo tole sicer majhen center, ampak naj bi prinesel v Sloveniji to možnost, da boš lahko na enem mestu dobil zelo veliko koristnih informacij, predvsem pa to, da se bo tudi lahko praktično zadevo preverjali oziroma poenostavili kupcu, kakšna je uporaba oziroma kakšno energijo lahko uporablja pri sebi doma oziroma v podjetju. Letošnjo leto še ni končano, ampak lahko vsem rečemo o enih parih zadevah, predvsem v smislu, da je bilo predvidenih, da bo v Sloveniji poraba nekje 4,5–4,6% manj, kot je bila v lanskem letu. Dejansko mi beležimo pozitivno rast, tako da smo, kar se tega tiče, zelo zadovoljni. Predvidevamo, da bomo do konca leta to zadevo tudi ohranili. Lahko rečemo, kljub temu, da leto še ni zaključen in da niso vsi računi še v hiši, da bo leto tudi v smislu dobička dobro. Ne bo idealno, kot je bilo lansko leto, ki je bilo najboljše do zdaj v zgodovini, bo pa na ravni nekje od leta 2008, kar pomeni, da je leto ni zelo dobro, je pa dobro. Mogoče bi še povedal par stvari, predvsem v smislu, da UNP, kot mi ga vedno predstavljamo in se ponavljamo s tem, da je čist in prijazen do okolja in vse naprej, bo v letošnjem letu zaznal v Sloveniji sicer nek manjši padec. Padec pomeni na eni strani tudi to, da vedno več uporabnikov premišljeno uporablja energijo, kar pomeni, da porabi nekoliko manj energije, zato da je lahko še vedno zadovoljen. To je pa tudi dobro, zato ker smo zelo potratni z energijo. No, kljub temu sem pa že rekel, da bomo imeli pa mi pozitiven znak pri prodaji plina, tako da lahko rečemo, da bomo na račun tega tudi povečali tržni delež. Mogoče še to, da je plin kot tak, v tekočine naftni plin na svetovni ravni je postal okolju prijazen, ni med tistimi, ki bi bil škodljiv in temu primerno pričakujemo, da se bo v prihodnosti tudi povečala poraba plina, zato ker vemo, da je prisoten, da je tukaj, da ga lahko uporabljamo in predvsem ga lahko uporabljamo potem v povezavi z obnovljivimi viri, ki so pa tudi dejansko naša prihodnost. Tako, hvala lepa. Mitja, potem kar predavljam besedo tebi. No, z naše komercialne strani bi poudaril nekaj podatkov o sami prodaji. Letošnje leto bomo pač prvič v zgodovini firme dosegli in presegli kvoto 30.000 ton letne prodaje, tako da beležimo porast bodisi na ogrevanju, kjer smo standardno dokaj uspešni in v stalnem porastu trenda, kot tudi na jeklenkah. Zaustavil bi se še malo na področju jeklenk, ki je za nas zelo pomembno in kjer beležimo kar nekaj novosti. Predvsem bi poudaril zeleno jeklenko. Tukaj lepo vidimo predstavljeno ob našem zidu. To je novost, ki smo mi uvedli na trg leta 2007 in se je zdaj že v teh letih kar dobro prijela. V letošnjem letu smo našo storitev obogatili za dostavo na dom, ki jo mi imenujemo Butanplin Express, ki je razvita predvsem na področju Ljubljane. Okolice Ljubljane in zelo močno prisotna tudi na Štajerskem. Rezultati so zelo spodbudni. Nenazadnje smo pred kratkim izvedli tudi anketo zadovoljstva strank. Rezultati so izredno dobri in nam dajo kar nekaj napotkov glede prihodnjega razvoja te storitve in nas kar utrjujejo v tem, da bomo to storitev še kar zelo hitro širili v naslednjem obdobju. Mogoče še par besed o trgovini. V trgovini so nadzorno prikazane jeklenke, naša zelena jeklenka. Na tej strani, na naši levi oziroma vaši desni strani, predstavljamo pa nekaj novosti, kar se tiče uporabe UNP-ja v kombinacijo z alternativnimi viri energije, predvsem takimi zelenimi viri energije. Se pravi je kogeneracija, se pravi sočasna proizvodnja toplote in elektrike,
in pa predvsem solarna energija. Te variante, ki so zelo dobro združljive z plinom in sploh z UNP-jem, mi ponujamo na trgu in bomo v bodoče še dodatno obogatili našo ponudbo. Nenazadnje v tej trgovini prodajamo avtoplin, ob vhodu v trgovino oziroma tik ob cesti imamo črpalko. Na črpalki smo v zadnjem času zabeležili kar dobre rezultate, vidimo, da je avtoplin se zelo dobro prijel na slovenskem trgu. Upamo, da se bo še dodatno. Na tem področju imamo kar nekaj projektov v teku. Imamo 2 črpalki, v Ljubljani prvo, v Izoli še drugo, ki jo ravnokar otvarjamo. Imamo pa še na mizi kar nekaj projektov v zvezi z avtoplinom, so pa še v fazi presoje in odločanja, tako da kaj več novosti na tem področju v naslednjih mesecih.